Drage gledalke in cenjeni gledalci, ko je bilo to? Vsaj tako bi naredil, če že ne. To bo zdaj moj pozdrav. Drage gledalke, dragi gledalci, dobrodošli v novi epizodi oddaje Ta teden z Juretom Godlerjem v uradno novi karlovački dobi. Ali kako se reče zdaj, ko je Karl III. Kralj. Mislim, prej je bila elizabetinska doba, zdaj pa pač karlovačka, ura? Ste gledali kronanje? Ne? Škoda. A tako se reče. To je bil spektakel. To se lahko še celo slovenske državne proslave skrijejo. Res? V glavnem, kdor čaka, dočaka. Tudi če čaka 74 let. Ma kdo vede 40? Karla III. So 8 mesecev po smrti njegove matere Elizabete II. Tudi uradno okronali. Njegovo dolgoletno čakanje na krono je menda evropski, če ne celo svetovni rekord. Prvi v vrsti za prestol, princ William, zdaj računa, da njem ne bo treba čakati tako dolg. Čeprav nikoli ne veš, če je Elizabeta dočakala 96 let, njena mama kraljica 102 ali kolikih, Karl lahko recimo, ne vem, 106. In takrat jih bo imel tudi William čez 70. Tako da tukaj na uredništvu oddaje Ta teden z Juretom Godlerjem se samo sprašujemo, kje so tisti časi, ko na belem konju ni sedel beli princ. Zaradi dolgoživosti angleških monarhov so torej kronanja postala prava redkost in spravljajo podpornike monarhije v prav posebno stanje. Me je bilo tako všeč, kaj tazga še nisem videl v življenju. Prav, ne vem, a sem nor? You know, I'm just so excited. I'm like a 5-year-old at Christmas waiting to open my presents. So that's the feeling I kind of have. Maybe I'm insane, I don't know, you tell me. Nekateri bi že rekli, da smo nori. Najbrž. Ampak kraljeva družina je nepogrešljiv del tradicije. Tako kot kriket, čaj ob petih, džin, vožnja po napačni strani ceste, vse to. Človek si ne zna predstavljati, kaj bi brez tega. Je pa kronanje prineslo tudi precej bolj posvetnega veselja. V londonski četrti Soho, v znamenitem pubu Duck and Duck, je William imel to čast, da je natočil prvi kozarec piva Kingmaker, zvarenega za praznovanje ob kronanju njegovega očeta. A ste videli? Tudi ljudje z modro krvjo pijejo pivo. In mimogrede ponedeljek po kronanju je bil prost dan. Ne vem pa, če je bil to dober začetek. Prvi dan na šihtu pa že vzel si dopust. So si pa podaniki njegovega veličanstva lahko pomogli od veselja. Seveda sem tudi jaz nameraval obiskati London, dobil sem celo vabilo za kronanje v Westminsterski upati. Pa kaj se smite, to je verodostojno. Kaj misliš, da je to v Photoshopu narejen? Dejte nehat. To ni naš grafik zmontiral. Sam sem se mogel opravičiti, ker imam pač v petek zvečer to oddajo, ne? Zvestoba je pa zvestoba do šihta. Pa do pogodbe. Je pa tja odpotovala predsednica Nataša Pirc Musar s soprogo. Menda sta se tja nameravali odpeljati z Rolls-Roycem, ki ga je nekoč imela princesa Aleksandra in je zdaj v njuni lasti. Ampak oglični vtis take vožnje bi bil absolutno prevelik, zato sta tja raje odletela s vladnim falkonom. To so ti novi cajti, nič ne daje na tradicijo. Žal. Sta imela pa zakonca Musar poleg prevoza še eno skrb. Pozornost bo predsedniški par moral nameniti tudi oblačilom. Takšna navodila so na uradu predsednice dobili od britanskega veleposlaništva. Za sprejem v Buckinghamski palači se pričakuje proslovna obleka, klobuk za ženske ni potreben. Oblačila so lahko v katerikoli barvi, tudi črni. Za kronanje pa se pričakuje dnevna obleka za ženske in tako imenovan morning coat, v prevodu slavnostni suknjič za moške. Morning coat, jutranji plašč, je v Angliji tole. To je morning coat oziroma morning suit, jutranja obleka za poroke, pogrebe in kronanja, umivanje zob, popoldanski čaj,
za nadavčno iti, pač za normalne stvari. Dobro ni bil povaben kakšen rupar, ki bi verjetno prišel šlafro. Zdaj, kot vidite, je bil gospod Musar izbral ustrezno obleko. Sem pa razočaran nad naborom fotografij, ki jih je objavila naša predsednica. Mislim, vse se vidi, da je bila v Londonu, ampak po slikah sodeč bi bila dlak tudi kot turistka tam. Kje je kakšen selfie s kronanja, z Westminsterske opatije? A se kaj je naučilo od Pahorja? Če bi bil Pahor tam, bi ziharen selfie s kraljem naredil. A se spomnite? Čakajte, a se spomnite, koliko, ker Pahor je bil na pogrebu od kraljice, a se spomnite, koliko odličnih fotk je posnel na pogrebu Elizabete? Ha? Lejte ga. Pa to, a se ne spomnite tega? Med slovenskimi pomembneži, ki jih poleg mene minuli vikend ni bilo na kronanju, je menda najbolj razočarana Urška Klakočar Zupančič. Ne toliko zaradi obreda v Westminsterski opatiji, kot zaradi nekaterih spremljajočih dogodkov. Na kronanje so pripravili tudi živali v živalskih vrtovih. Kaj naj rečem, je pa opicam odlegel, da jim ni bilo treba gledati Urške v šlafroku. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.